Kje je zdaj ta zdravstveni dom, kjer delajo strokovnjaki, ki znajo odzeti kri za pregled? Aha, tule bo, ja, tule bo. Hej! Hej, prišel si! Ja. Danes imamo sistematski zdravniški pregled. Ja. Preverili bodo, kako zdravi smo. To pomeni, da bomo morali dati kri. In nekomu od vas tole ni preveč všeč, kaj? Ja, meni. No ja, veš kaj, pejmo noter pogledati, kaj se dogaja. Ja. Pejmo! Vstopimo. Pogumnejši otroci brez težav zakorakajo v ordinacijo, jaz in Tine pa raje ostaneva v čakalnici. Laboratorij. Kaj bomo zdaj tukaj delali kakšne znanstvene kemične poskuse ali kaj? Daj no, saj veš, da v laboratoriju jemljajo kri. Koliko smo resni? A se bojiš, da te bo zabolel, ker te bodo špiknili ali kaj? Tudi to. A še kaj drugega ali kaj? Ja, ko zagledam kri, se mi kar zvrti v glavi. Pa bež. Tine, to ni bilo nič posebnega. Sploh mi je bolelo. Čisti zibizi. Res, nič hudega ni. Ne vem. Naslednja na vrsti sta Tine in Pepe. Tina in Pepe pridita v laboratorij. Ne gre drugače, tudi Tine mora vstopiti. Grem z njim, a kmalu ugotovim, da sem se znašel v težavah. Ne boste verjeli, ampak Tineta sploh ni nič strah, vsaj kaže ga ne. Mene tole skrbi veliko bolj kot njega. Je pa res, da tu zaposleni obvladajo svoje delo in dobro vedo, kaj počnejo. Odlično. Skoraj nisem čutil. In lahko kar 2 nagradici, a prav? Tine, uspet je! Super. Imaš pa skokice, dinozavrčke, radirke, tukaj so tatučki za na roko. Zdaj si pa Tino. Jaz? Ne, tako pa ni bilo dogovorjeno. Zagotavljam, da se moje krvi sploh ne izplača pregledovati, saj sem popolnoma zdrav. No, če izvzamemo moje jutranje kašljanje, popoldanske bolečine v križu, pa večerni glavobol in nespečnost. Tine, kaj dogaja? Kdaj bo? Tine, a lahko začnem tuliti od bolečin? Lahko odpreš oči. Ni šans. Ne bom, nočem. Pa bom zagledal svojo kri in ti si rekel, da je kri grozna in ne bom. Lahko odpreš oči, vsega je že konec. Kaj? Pa res. Wow. Kdaj se pa to zgodilo? Sploh nisem nič čutil. Jaz sem čutil, ampak ni zelo bolela. Hvala, da si bil z mano. Hvala, ker si bil z mano ti, če me že vprašaš. To je moja kri. Ja, tole je čisto ta zaresna Tinetova kri. Wow, kar carsko, a? Ful carsko. Ja. To ti ne uspelo ti je. Zmagal si. Legenda. Ja, naš Tine je bil zelo pogumen. Bolj kot ti? Mislim, ko ne rečem, skoraj malo manj k kakor enako in čisto isto kot jaz. A je tako, kakor tudi? Je vse v redu? Meni se zdiš bolan. Prehlad? Viroza bronhitis? Ja, to bomo pa izvedli, ko bo naš kakadudu dal kri. A je tako? Kaj? Adijo! Kakadudu ne ve, da odvzem krvi ni nič strašnega. Zato beži, kolikor ga nesejo noge, hočem reči, krila. Mi seveda stečemo za njim. Strinjamo se, da bi tudi on lahko premagal svoj strah pred krvjo. Ampak rožnati ptič se ne pusti ujeti tako zlahka, zato nenadoma izgine, pogrezne se v zemljo, izpuhti v zrak. Skratka, vse naše tekanje in iskanje nima smisla. Jaz pa vem, kaj našemu kakaduduju najbolj pomaga, kadar ga je strah. Njegova pesmica. A gremo? Ja! In že stečejo priprave na veliki koncert, na katerem bomo zapeli in zaplesali pesem, ki govori o našem kakaduduju.
Narišemo in pobarvamo veliki pano sliko ptiča, ki se ničesar ne boji. No, razen odvzema krvi, seveda. On ni tako pogumen kot Tina in njegovi prijatelji. S tem seveda mislim tudi nas. Hvala. Nič ni bolelo. Sej krvi mi je še malo ostalo, a ne? O, seveda. Vem, da je pomembno, da ti odvzamejo kri, tako pregledajo kri in pregledajo, kako zdravi smo. Zdaj tudi vem, da to ne boli za umret. Torej boš še kdaj dal kri? To bom naredil ponovno, ko bo treba. In to brez moje pomoči? Tudi seveda. Dragi prijatelj, če imaš ti podobne strahove kot naš Tine, se obrni na odraslega, ki mu zaupaš, in ga povprašaj. Lahko pokličeš tudi na Tom telefon, to je telefon za otroke in mladino, ki ima številko 116 111.